Veste, če bi hotel človek vso partizanščino in o partizanščini govoriti, bi mogel biti zelo dober pisatelj, črnila bi mogel imeti na hekte, papira kot pol neba, da bi lahko to vse opisal. To so stvari, se grozno dogajale. Prvo, kaj bo grozno hudo. Imeli smo domačijo, živino, posestvo, vse pošteno, kar naenkrat so doma mogli iti. Kar naenkrat od doma v partizane. Šli smo se boriti proti okupatorju. Proti okupatorju. Mi smo, ko smo prišli partizane, smo se potem domenili. Borba proti okupatorju, proti domačim izdajalcem in za novo oblast. Dosegli smo, da smo okupatorja zgnali, premagali domače izdajalce, ali so se neko pojavili pa i domači izdajalci, pa drugi kuži, v drugim obliki. To se še za časa vojska pojavljalo, vendar ne v toliki obliki. Bili so partizani jako težki časi, jako težki časi. Koga ste mislili s tem izdajalci? Veš kaj, bili so tako rekoč partizani, kmeti, proletarci in lumproletarci. In ti so zavzemali v pojedinih mestih zelo važne pozicije. Enemu partizanu so ubili ženo, otroka, pa očeta, ali mater, je Ernest bil, en belogradist. In ta ga je potem tega, jaz tega ne bi naredil, vendar ga bi strogo kaznil, on ga je pa navezal na špago, pa na kojna, pa poteral kojna. To je Belokranjc, ki se je tako maščeval temu. In Belokranjc je bil tisti belogradist. To ja ne bi naredil. Vendar, kaj so naredili naši ljudi? Morali bi ga obsoditi na smrt. Pa so ga reši, kar premestili nekam drugam. Ker če te ubije otroka, ženo in enega od staršev, s tistim besom, ni bo prešteven, da bi bil on to razsoja, da mora ga pred presodišče. To so takšne stvari. Ja, se je Spomenka Hribar rekla tak, da treba postaviti tudi domobrancem spomenik, ker so se borili za Slovenijo, ne? A kdo je to rekel? Nekdo je eno teh je rekel. Ona je rekla v tem smislu, da bi treba, da je pač tragedija bila, ne? Ker se je narod slovenski razdvojil. Jaz se strinjam, če bi bila revolucija, da smo bili mi sami tukaj, Slovenci, ne? Ali pa Jugoslavani, pa da smo naredili revolucijo brez okupatorja. Potem bilo prav postaviti enim in drugim, ne? Ker so bili pa to sodelavci okupatorja, fašističnega okupatorja, pa je pa druga stvar, a ni? To ni isto. Če bi bila to revolucija, dobro je, jaz sem prav, pa ti si prav. Ampak da bi danes svi Slovenci, da so zmagali Bela garda, ne bi bili. Italijani bi bili, pa Nemci. Jaz gledam tako. Tako da ne morajo biti oni nam ravnopravni. Oni se niso borili za Slovenijo. Se borili za Slovenijo, ki postava, če sigurno tudi zreli bi mogli biti, da bi mogli vedeti, da bo to fašistična Nemčija tukaj skozi. Niti Italija ne je bila vsega Nemčija. V določene uri, v gimnaziji je to bilo, na znak, kakšen, takšen, bilo parkiri, kdo bo, kakšna ura bo, mislim, kdo bo imel uro, da bomo vstali in počastili 1. december. To je 41. ne, takoj.
In se spomnim, da sem ja hodila takrat v 3. gimnazijo in smo imeli glih italijanščino in smo imeli enega italijanskega profesora za italijanščino. In on je debelo gledal, kaj je, razred je vstal in vse, ampak je pol, on je tam, kaj koza, ne. In ne, da bi to bilo minuto ali koliko rečeno, da se to stane. In pol je bilo konc, ne. Ampak seveda po gimnaziji je bilo to grozen šunder takoj, ne. In kaj to je, kaj ne, seveda takoj so imeli že neke fante iz 8. ali 7. gimnazije, ki so jih kot aretirali ali kaj ne, da so bili voditeljni pa to ne. In so pol drug dan, ko smo prišli v šolo, se je pa že šušljalo, da bomo vsi izključeni, ki smo stali. In res, prišla komanda in koliko danov je to trajalo, da smo vsi, ki smo ostali, izključeni za 1 leto. In s tem, da ne moramo iti na nobeno drugo šolo. Da. Tam iz Bele krajine, ne vem, kje smo imeli eno proslavljanje, pač partizansko proslavljanje, in tam je nastopil župan, ki je govoril o 2 genialnih slovenskih voditeljih, to sta Kidrič in Vidmar. Kidrič me samo dregnil, s komosom pa zamrval proti meni, tega si bom pa jaz malo natančneje ogledal. In ko si ga je natančneje ogledal, je dobil poročilo, da je bil dejansko v nemški službi. Ga je doletela zaslužena kazen. Kaj? Če ga je doletela zaslužena kazen. Zato je tudi poskrbel Kidrič. To je pa jasno. Zdi se mi, da ste ta primer opisali v portretu Kidričeve. Nekje nisem tole že napisal. To ste napisali, ja, v obrazih. Ja. Pri Kidriču. Ravno v Metliki je to bilo. Je v Metliki, ja. V Metliki, ja. Ja. In onda pa je bil tudi zvoljen. Nismo ga mi postavljali, ampak je bil voljen. Ne dam do sveda, več je pa vreden, če je en pametni človek izvoljen, ker pa je, če je postavljen. O tem pa ni nobenega dvoma, dame. Tragično je pri tem, da so dejansko kriterij je bila poslušnost. In še vedno je. Ne, to ne bi rekel. Poslušnost je, torej, pri nekaterih ljudeh, veste, je lahko bila, recimo, važna poslušnost, ampak pri veliki večini potreba. Kako? Ja, mislim, pri teh pač postavljanje bi na določeno funkcijo, če se je vedelo, da bo zvest, da bo poslušen, da bo izvrševal tisto, kar mu bo... Ne, tudi izraziti nasprotniki so bili postavljeni včasih. Vede. Najbolj tragično se mi zdi to, da recimo vse dežele, ki nas nekje obkrožajo, Jugoslavija, od stare Grčije, od Grčije, od Italije, od Nemčije, vse so imele že neke kulture, če pogledamo recimo staro Grčijo, pa italijansko renesanso, ali nemško, pa francoze, samo na tem našem terenu nikoli so bile stalno neki pretepi in vojne, nikoli pa nismo mogli nek poseč tako močno v svetovno kulturo. Seveda.
Pa zdaj je bil skrajni čas že bil, ne? Skrajni čas bi bil, ampak vi morate se zavedati, da smo mi postali narod, pravzaprav šele tam s Prešernom nekako. Prej te skupne slovenske zavesti sploh ni bilo in samo skupna narodna zavest rodi kulturo. In vendarle, poglejte, če vzamete tale ruski šef, ki je bil zdaj tle, ne? Gorbačov. Ta je na vsak način hotel priti v Slovenijo in je hotel ostati tukaj 3 dni. 2 dni so mu črtali v Beogradu. Ampak on je hotel tukaj ostati 3 dni in si ogledati natančneje poslovanje te republike, ki mu je bila na en način zgledna. Čeprav je seveda v tej zgledni republiki zelo veliko nezadovoljstva, tudi zaradi čisto internih stvari. Vsega ni kriv Beograd, ampak marsičesa pa je pa tudi Ljubljana kriva. Ja, to Ta je pa ena tako zanimiva samo zaradi te ruske kučemajke, kot smo ji rekli, kape, pa rubaške. Rubaška je bila pa ta srajca ruska. Zakaj je ta slika zanimiva? Zato, ker je govori o času, ko smo mi Ruse občudovali. To ima zame, ker sicer bi rekel, to je oblekli so se v neke nošice, pa je, ampak to pa je. In to je bilo pa zdaj neko novo življenje v osvobojenem Črnomlju, ki so mu rekli Mala Moskva, ne? In nekaj pa lahko rečem, da je to življenje, ki se je pol nekako odprlo, zabrisalo travme pri meni, tiste prve. To sem jaz, kot bi prikrilo. Kot bi prikrilo vse skupaj. Da sem lažje. In pri vseh pravzaprav, ker je bilo eno novo navdušenje, ena nova vera. Ali vam je kdaj ker je bila ta kopa meja, ali je kdaj to koristilo, ali škodovalo? Meje vedno škodujejo, nikdar ne koristijo. Najprej se zaradi njih stepejo, potlej, ko jih priznajo, jih pa ugradijo. To je ovira človeku. To je bilo, a kak je bilo po vojni, čujte. Mi smo dobili eno kišto italijanskih paradajzercev, bomb. A kaj, jaz sem ušmrkavac, star tam že nekih 12 let in smo že na pašo, Žumbrčani. Franc, imaš neko granato? Imam. Pa da malo probamo, pa je da probamo. In ko je bila kapitulacija Italije, ne vem, odkot so to nam partizani dali. In mi smo to vedno drago metali, tiste paradajzerce. Potegneš in vržeš po tisto klep, odleti in poči. Jo, to je pokalo. Ste vsi preživeli? Ni bilo nobene take veselice, da bi toliko pokalo, ko je takrat, ko je bilo osvojeno. Pa tudi, ko je bilo kapitulacija Italije. Dobro, da nas ni nikako roko odnesli. Vsi ste celi ostali? Da.
Čujte, ja pravim, samo vojne ne. Razgovori, vojne pa ne. Zdaj, ki se naši tle petljajo s to mejo, to je nevarno. To je nevarno. Če ne bo sodelovanja, pa če ne bo zaupanja medsebojnega, napetost bo rasla. A nič koristnega v tiste meje. Nič. Naši na Brezovici. Lepo vas prosim. Pa kaj moče tist grič tam ali pa, ko smo mi cesto delali, Bušinja vas Ostriž, je rekla Žumbrčanka, koliko trebate, da vam dam njive, a krumpir je imela posajeno. Gospa, treba bo krumpir skopati. 1 red ali 2, recite. Da. In od sreče, da je ostala živa. Nismo imeli nobenega problema. Tudi zdaj ga ne bi imeli. Pa, jaz si ne morem to predstavljati. Kako se vam predstavljati? To je taka glupost, da večje ne more biti. Zdaj se za mejo kregati. Razmerja pa tako, no, mene je bila stvar simpatična, že na prvi pogled, in pa sem komuniciral tudi s mojo starejšo generacijo v Metliki, ki pa seveda je bila na pol zgrožena, na pol jezna, tako da sem takrat tudi vam rekel, da peljite stvar tako, da ne bo izgledalo to kot generacijski konflikt, ne. Ker neka znamenja, nek občutek sem jaz vendarle imel, ne, da bi lahko izpadla stvar kot generacijski konflikt. To pa za stvari, v mojem videnju, ok, no, pač povem svoje mnenje, v mojem videnju ne bi bilo koristno, ne. Zato sem tiste ekshibicije z lestvami, če se spomnim prav, ja, napad na občino. Take stvari sem odsvetoval, dobesedno, zaradi tega, ker normalno humorni ljudje bi to razumeli, ampak tista elita, ki je vodila občino, pa tega absolutno ni in razumela in je samo križali so se. Kaj še bo? Kako? So preživeli tudi to. Ja, no, so preživeli. Jaz sem se smejal in jim dopovedoval in sem po svoje naredil, da niso kakšnih velikih kozlov streljali, no. Takih, da bi ovajali ali je podobnega, no. V navednicah, prosim. Ja. Tako kot so včasih tudi delali. Jaz sem dobil tudi zapisnik stališča original takrat seje sveta SZDL, občinske konference Metlika. Ja. Ga imam tudi v svojem arhivu, kjer so ugotavljali, da želimo razvrednotiti pridobitve revolucije in povojnega razvoja, našo družbo pa prikazati kot nedemokratično. Tudi Zvezo komunistov in ostale družbene politične organizacije, vključno Zvezo socialistične mladine, se skozi to prikazuje le v negativni luči. Odgovornost za različne pomanjkljivosti in slabosti v družbi pripisuje izključno le Zvezi komunistov. Ob tem je možno zaslediti poizkus iskanja partnerstva Zvezi komunistov. Ne? In še najbolj so se spravili na intervjuje, ker pravijo, da po zastavljeni vsebini vprašanj v intervjujih strani razmerij ni težko ugotoviti, da nekatera vprašanja že sugerirajo določen odgovor. Joj. Ja, intervjuje, nekaj sem celo jaz predlagal. Tako je. Res je. Martina Broderiča. Jaz se z veseljem spomnim teh dogodkov. Ruža.
Koliko ruzance? Mislite? Znate, kaj je to ruzanc? Vprašali so ga fantička, kaj ste pa jeli? Da, ruzance. To je ruzance, pa moja te repa bi si rado. Znate, kaj smo pa mi? Kaj? Ne znate? Črnomalci? Da. Kaj smo mi? Prestarja. Prestarji, pa znate, zakaj smo prestarji? Ja, sladki so prestarji. Prodavali prestarje. Prestarje, da. Kako so prodavali ženske, znate kako? Ne, koliko? Tam pred gradom Črnomlje so imeli tak patent. Gradom pide, ne, pa čez desko. Pa onda je to bilo na pol polnega stoletja, ne, niso imeli nič pekov, ni bilo, pa smo ne pekle, pa so preste pekle. Pa so imeli pročani tak, pol pa, kaj? Da. So ženske vable gospodu Črnomaljsko, naj se pridejo kupiti presto, ne. Da. Pa so tak s firtahom, znate firtahe so imeli tak te, ne v Ugorski, pa so s firtahom tak mahali, tam da so dale duška. To so odpite k meni pa tam. Pa so pozabile, da pa takrat, ko sem ja se prepričal, šel kot fantiček, da ženske takrat tudi po prvi svetovni vojni niso imeli nič hlač, ne. In one so tak zagrabile. Firtah padla je kikle zraven, pa so dinjali, gospod, pridite k meni, glejte, kako imam ja, in presto, ne. Oni pa, glejte, kak je moja velika, kak je moja lepa, lepša kot sosednja, presto, ne. Super. Ja, ni čudo, da so ljudi pol na veliko preste kupovali. Ja. Najbrž je bila kar dobra potrošnja. Gospod, to je moje, glejte moju, kako imam ja veliko.